V današnjih novicah med drugim položajen temeljni kamen za odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov. Na seji v Dolenjskih Toplicah polemika o dragih igralih. 19. junija že 60. jurjevanje v Beli krajini. Lepo pozdravljeni. Novice začenjamo z današnjim vladnim obiskom Posavja. Poleg slovesne otvoritve ceste krških žrtev in podpisa pisma o nameri za sofinanciranje naložb v lokalno javno infrastrukturo mestne občine Krško in občine Brežice, so v Vrbini položili temeljni kamen za odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov. Ploščo temeljnega kamna sta odkrila direktor družbe ARAO Sandi Viršek in predsednik vlade Robert Golob. Da je potrebno trajno poskrbeti za radioaktivne odpadke iz obstoječega jedrskega objekta pred začetkom gradnje novih, se namreč strinja tudi vlada. Mi ne moremo začeti kvalitetne razprave o drugem bloku jedrske elektrarne, če nismo še niti za obstoječega po dolgih desetletjih rešili v resnici najbolj enostaven jedrski problem. In to je odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov. Danes ta dolg odpravljamo, rešujemo. Pot do sem pa ni bila nič kaj lahka. Od začetkov umeščanja odlagališča je minilo skoraj 2 desetletji. Lansko jesen pa so na lokaciji v Vrbini vendarle zabrneli stroji za izgradnjo infrastrukturnega dela odlagališča. Vesel sem, da smo končno položili ta temeljni kamen, da smo ga odkrili. Infrastrukturni objekti so praktično zaključeni. Od meseca aprila je že vzpostavljeno fizično in tehnično varovanje same lokacije odlagališča. Potem je bila podpisana tudi pogodba za izgradnjo jedrskih objektov, sedaj se pripravljajo vsi potrebni tehnološki elaborati, predvsem za beton in vse ostalo, gradbišče se pripravlja. Kmalu pa se bodo začela tudi dela na gradbišču. Proti začetku jeseni pričakujemo, da bomo začeli z samo fizično izgradnjo, najprej z vsem potrebnim za izkop odlagalnega silosa, potem pa sledi sama izgradnja silosa in ostalih objektov, tako da nekje v letu 2027 pričakujemo pričetek poskusnega obratovanja tega objekta. Koncept načina odlaganja naj bi predstavljal novost. Nov je v tem smislu, da je kombinacija površinskega koncepta, kakršne ga uporabljajo recimo v Franciji in Španiji, in pa podzemnih konceptov, kakršne uporabljajo na Švedskem, Finskem, Japonskem, tudi v Koreji. Se pravi, tam pa uporabljajo podzemne silose. Mi smo ta dva koncepta nekako skombinirali v nov koncept, ki se izkaže ugoden predvsem iz tega, da v fazi obratovanja je to površinski objekt in se vse dogaja iz površine. Ob odkritju temeljnega kamna pa so mestna občina Krško, okoljsko ministrstvo in ARAO podpisali sklep, da se sedež ARAO ponovno vrne v Posavje. Mi načeloma neke prostore imamo, na potezi tudi dogovarjamo se z vlado, z drugimi ministrstvimi, da uskladimo to zadevo in ko nam to uspe, potem bo to do te selitve tudi lahko prišli. Seveda pa, če hočemo zagotavljati, pa prav, da imamo neko garancijo, da bodo tudi dejansko prišli, ko bomo to zagotovili, ker nekaj zagotavljati, pa da potem nekdo ne pride brezpredmetno. Kaj kmalu se bo torej v Vrbini začela izgradnja prvega jedrskega objekta v samostojni Sloveniji. Topliški občinski svetniki so na včerajšnji redni seji veliko pozornosti namenili prvemu rebalansu letošnjega proračuna. Prerazporeditve denarja v proračunu so običajne, je pa nekatere zmotila višina predvidenega stroška za igrala, ki jih bodo kupili za novi vrtec. Skoraj $500 000 naj bi namenili zanje. Največja naložba gradnja vrtca se odvija po načrtih in je v sklepnem delu, je pojasnil župan Franc Vovk. Gradbena dela naj bi dokončali do sredine julija. Kaže, da bomo glede na gradbeno pogodbo slabih $500 000 privarčevali, torej da bo investicija cenej, kot pa je sprva, ali pa kot je pogodbena vrednost. Na drugi strani pa smo opravili razpis za izbiro izvajalca, dobavitelja notranje opreme in igral. Tukaj pa se je izkazalo, da bodo zunanja igrala precejšen finančni zalogaj. Z notranjo opremo vred naj bi stala skoraj $1 milijon, od tega igrala 465 tisočakov. Mi smo tam
skoraj do alternativne telovadnice prišli z stroškom manj kot 300 000 evrov, zdaj pa dajemo za igrala 465 000 evrov. Ta stvar za mene osebno niti približno ni zbalansirana. Tudi njegova strankarska kolegica meni podobno. Gre za absurdno ceno, je poudarila. Morda bi bilo pa res smiselno, da se malo pogleda, ali je možno res še en razpis, pa da se vidi. To je absurdno. 465 000 evrov za igrala, ali bi šli res pomažati? Torej, da jih manj kupo, ne? 450 000 evrov je velik denar. Pa če pa pogledamo kompletno investicijo, ne pogovarjamo se tam o 7 milijonih, pa spet ni tako velik denar, da ne bi mogli pa zdaj mečkeno stisniti zobe, pa res nabaviti vse. Kar si njihovi najmlajši zaslužijo, je dodal. Predvsem na račun vrtca je sicer že predvidel nekatere likvidnostne težave občine. Kljub ugodnim posojilom se nam lahko pojavijo, no in s tem namenom smo pa recimo Vaški dom Dolenje Sušice prestavili v naslednje leto. Podobno se bo zgodilo z asfaltiranjem ceste na Bošincu, pa še kakšne majhne naložbe so predmet prvega rebalansa. Razpravljali so tudi v Novem mestu, kjer mestna občina pripravlja občinsko celostno prometno strategijo za obdobje od leta 2025 do 2031. Njen namen je sprememba potovalnih navad v občini v bolj trajnostne načine mobilnosti, pri njeni pripravi pa bodo upoštevali mnenja občanov z javnih razprav. To je bila že druga tovrstna javna razprava, sledi še ena in sicer 12. junija v spletnem okolju. Mi se zavedamo, da je promet del vsakega. Vsak od nas, vsak občan je na različne načine udeležen v prometu, bodi si kot voznik, bodi si kot pešec, kolesar, uporabnik javnega prometa. Torej se zavedamo, da imajo občani glas in da morajo povedati svoje mnenje. Občinska celostna prometna strategija predstavlja instrument, ki bo nadomestil in nadgradil trenutno še aktualno celostno prometno strategijo mestne občine Novo mesto, ki je bila izdelana leta 2017. To je dokument, ki bo usmerjal nadaljnji razvoj prometa v občini. Sama strategija pa poskuša vključiti vse prometne uporabnike, torej ne zgolj avtomobile, osebna vozila, ampak širši krog, torej iskanje nekih alternativ uporabe osebnega prometa. Aktivnosti za izdelavo nove prometne strategije, kot so javne razprave, delavnice, anketiranje in razstave, bodo potekale še kar nekaj časa. Na podlagi zajema obstoječega stanja se bodo pripravili cilji, ukrepi in v prihodnjem letu, v marcu, načrtujemo, da bo nek dokument sprejet, ki bo imel akcijski načrt in ta bo podlaga potem za nadaljne aktivnosti občine na tem področju. Za pripravo strategije je mestna občina Novo mesto kandidirala na razpisu Ministrstva za okolje, podnebje in energijo ter dobila odobreno sofinanciranje v višini 70% vrednosti. V nadaljevanju pa se oziramo v prihodnost. Prireditev Dan tehnike Kmetijsko-gozdarski zavod Novo mesto prireja že več kot desetletje. Tokratni dogodek bo prihodnjo soboto, 15. junija na posestvu Klevevš. Letošnja rdeča nit pa bo tako imenovano natančno kmetovanje v trajnih nasadih. Na posestvu bodo prikazali najsodobnejšo kmetijsko tehniko, s pomočjo katere je možno natančno kmetovanje v trajnih nasadih. S tem dnevom na enem mestu zberemo več ponudnikov, opreme, mehanizacije, repromateriala, kjer prikažejo svoje najnovejše zadeve in to prikažemo v praksi z strokovnim komentarjem in po našem prepričanju to je ena izmed uspešnejših oblik prenosa informacij, znanja do uporabnikov. Poleg stojnic bodo na ogled jablonovi in hruševi nasadi ter vinogradi, v katerih bodo prikazali načine preciznega kmetovanja. Začeli bomo v sadovnjaku jablan, nato bomo nadaljevali pa v vinogradu. Pričakujemo, da bo na ogled tam nekje okrog 50 kmetijskih strojev, ki bo poganjalo okoli 40 traktorjev.
Na vodenem dogodku bodo poskrbeli tudi za hrano in pijačo. To je lepa priložnost tudi za predstavitev gostitelja, ki je doslej sodeloval že na vseh dneh tehnike. Zaradi tega, ker je pač to vedno zanimivo, tudi če je z drugega področja, tudi lansko leto, ko je bilo namakanje, zaradi tega, ker vedno vidiš kaj novega. Po drugi strani se tudi takrat srečaš z ostalimi obiskovalci oziroma z ostalimi uporabniki in potem tudi lahko med njimi, vidiš, kakšni so komentarji, kaj ima kdo težave, kaj ima kdo dobre izkušnje s kakšnim. Te imajo z novo opremo, stroje in tehnologijo tudi na njihovi kmetiji, saj so bili uspešni na razpisih Ministrstva za kmetijstvo. Smo res s stroji kar dobro opremljeni in sledimo trendu, oziroma če hočemo pridelovati s čim manjšimi stroški oziroma biti konkurenčni, potem moramo imeti sodobne stroje. Med katerimi je vsekakor kombajn za obiranje grozdja, ki ga uporabljajo 6. leto. Če se nek tak povprečen hektar obere nekje z 20 ljudmi v 8 urah, ga se strojem oziroma s kombajnami oberemo lahko v 2 urah ali pa mogoče 2 ure pa pol. Se pravi, tukaj zelo veliko prišparamo na času. Med sodobnimi stroji so še okopalniki in natančni pršilniki. Vse našteto bodo lahko obiskovalci videli in preizkusili na dogodku, na katerem bodo s svojimi izkušnjami sodelovali številni vinogradniki in sadjarji. Pa še v deželo belih brez zavijemo. Začetek poletja oznanja tudi najstarejši folklorni festival v Sloveniji, Jurjevanje v Črnomlju. V mestu in Jurjevanski dragi bo znova pestro. Prvič že 19. junija. Organizacijski odbor, na čelu katerega je črnomaljski podžupan Dubravko Čengija, je danes predstavil zanimiv program, ki bo ob okrogli obletnici še bogatejši. Mi računamo, da bo nekje 1300 nastopajočih, od tega 500 odraslih folklorašev, 350 otrok plus vse glasbene skupine, ki bodo tukaj, da program je bogat, folklorni kot tudi zabavni. V sredo trio Vivere, v četrtek igra skupina Dobreč, v petek je Dejan Dogaja, v soboto skupina Čikas, v nedeljo je Vlado Kreslin. Jurjevanje tudi kot že nekaj let zapovrsti ne bo potekalo samo na eni lokaciji v Jurjevanski dragi, ampak praktično po celem mestu Črnomlju, tudi v mestnem jedru in pa v sklopu praznika glasbe tudi malo izven samega jedra. Ob 60-letnici so uspeli zagotoviti kar 5 gostujočih folklornih skupin, in sicer iz Južne Koreje, Paname, Grčije, Italije in Hrvaške. Poskrbeli so tudi za otroški program, vrhunec bo srečanje otroških folklornih skupin Pastirče mlado. Tu se bodo naši mladi folklorniki pokazali v enem na odru, kot malo kdaj tako priložnost, da to je tudi za njih en velik dogodek, kajti pridno delajo celo leto in tle en krasen dogodek za tudi naše mlade folklornike, da se nekaj pokažejo, tudi njihovi babice, detki, prijatelji, sosedi prijejo z veseljem to pogledati. Glavni organizator dogodka je Razvojno-informacijski center Bela krajina, njegova direktorica poudarja zgledno sodelovanje vseh vpletenih. Komunala Črnomelj, Zavod za izobraževanje in kulturo, samostojna podjetnica, tudi RIC Bela krajina, tudi iz občine nam pomaga, tako da v bistvu smo nekako združili vse sile na občinskih strukturah, vsak na svojem področju, kjer je najbolj močan, stopili skupaj, da lahko omogočimo tako organizacijo. Gostje bodo lahko uživali med belimi brezami, belokranjskimi narodnimi nošami in gostoljubnimi domačini. Župana veseli, da je okrogla obletnica Jurjevanja prav med letom domovine. Domovina je tudi kultura, je tudi folklora. Predvsem ta kultura je tisto, ki zaznamuje in določa neko domovino, v kateri smo se rodili, živimo, in te kulturne vrednote prenašamo tudi na naše mlade. Želja vseh je lepo vreme, kot vselej pa vabijo s sloganom Hojte, hojte k nam na Jurjevanje. Mi pa vas do takrat vabimo, da ostanete v naši družbi. V vaše domove prinašamo namreč utrinke iz vašega kraja. Hvala za pozornost in bodite lepo.